Veliko je govora o tem, kako je vlada neučinkovita v zvezi z varčevalnimi ukrepi oziroma ukrepi za krepitev gospodarstva, torej prvi, drugi, tretji sveženj. V eni nalogi vendarle učinkovita, to je na področju kadrovskih menjav. Vlada je presegla zaenkrat magično mejo 100 menjav. Nekatere nove menjave so že napovedane, zato je to nekako pravi trenutek, da obeležimo prvo stotico iz zloglasnega USB ključka, ki je objavljena tudi na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Kar se tiče posameznih menjav, velja izpostaviti nekaj njih, ker nekako negirajo predvolilno obljubo vlade Boruta Pahorja izpred volilne kampanje, namreč, da bodo mesta zasedali samo strokovnjaki in da bodo politične menjave oziroma menjave na posameznih položajih možne zgolj takrat, ko bo za to nek realen strokoven razlog. Zadnja izmed takih menjav je zagotovo menjava gospoda Bojana Trnovška iz Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, ki ga prevzema bivši poslanec liberalne demokracije in predsednik liberalne demokratske stranke v Bohinju, Dušan Vučko, kar v vsakem primeru priča ravno o obratnem, da strokovnjake zamenjujejo politični kadri in na ta način se v bistvu politizira državna uprava, torej ne samo na tistih najvišjih ravneh, ampak tudi v strogih strokovnih ravneh, kar ni dobro za normalno delovanje javne uprave. Če pogledate seznam na spletni strani Slovenske demokratske stranke, ugotovite, da tudi zloglasni kadrovsko-akreditacijski sveti se ne morejo ravno pohvaliti z svojo nepolitično sestavo. Namreč med njimi najdemo 17 predstavnikov strank, 4 iz socialnih demokratov, 3 zares, 8 z LDS in 2 Desus. Pred volitvami je bilo govora o tem, da se bo nova vladna koalicija izogibala tako imenovani partitokraciji, vendar pa tudi v tem primeru priča o tem, da realnost je rahlo drugačna. V oči bode tudi zamenjava direktorat na Ministrstvu za gospodarstvo, Direktorata za energijo, gospoda Šalamuna z spet politikom Kopačem, nekdanjim ministrom. In nasplošno je pri pregledu teh kadrovskih menjav očitno, da je bila najbolj učinkovita pri tem sicer pred volitvami ravno nasprotno obljubljenem dejavniku ravno stranka Zares, kjer je zgolj na ministrski ravni, torej brez na ravni ministrstv, ne pa vladnih služb oziroma ostalih organov sestavi, je bilo 17 menjav z področja ministrstva stranke Zares, 2 menjav z področja liberalne demokracije in 7 menjav z področja SD. Morda je veljal omeniti ob tem še zadnje imenovanje za predsednika uprave Zdenka Podlesnika Mure. Gre za največjo tekstilno proizvodno podjetje v Evropi. Prevzel je član liberalne demokracije Slovenije, torej bivši predsednik LDS v Celju in sedaj svetnik na listi LDS, ki z tekstilno industrijo praktično še ni sodeloval in je v bistvu to precej velika odgovornost za člana LDS, še posebej z vidika tega, da je Mura za Mursko regijo ena od osrednjih podjetij in ključni dejavnik v tem, kako se bo ta regija uspela soočiti z izzivi gospodarske krize.